od tabora mal, našega rangerskega, jaz sem prav tokrat nemo nikak jaz gučo, na ostale povejo. Ampak znate, tam smo imeli tematiko odnos. Kako pomemben je odnos z Bogom. In vprašanje, štero se meni postavlja, štero s čim vam jaz postaviti. Što je tebe tvoj Bog? Kako ga ti imaš? Kakšen odnos imaš ti z njim? Mi imamo dosta opisov v Svetom pismu, ampak to vprašanje osebno tebi postavljam. Nekatere do zdaj pravile prijatelj. Ne? To znamo. Zelo priljubljeno je to pri mlajši generaciji, ker se gre prijateljstvo, moj Bog je meni moj prijatelj. Povejte vi dole, nekateri tem mogoče pravile odrešenik. Imate še kakšno, ko vam Bog pomeni za vas? Svetovalec, zdravnik, sodnik, prosim, vodnik. Ja, ampak osebno, kaj vam to pomeni, kakšen odnos imate z njim, to zdaj še in zveste vi. Če je vse, ok, super. Knez miru, vsemogočni Bog in leko bi naštevali. Oče, to je ena stvar, s katero smo se soočali na tabore. Znate, kaj kot decej pride iz zlomljenih družin, kjer nimajo pravega očeta ali mame, tega odnosa, ko pomeni biti oče ali mama. Mojzes je bil enkrat v tej situaciji, druga Mojzesova 3:3, dečki oprostite, ko se bo ne dal prej vrstic. In Mojzes pravi Bogi, glej, če pridem k Izraelovim sinovom in jim rečem, Bog vaših očetov me je poslal k vam, pa mi rečejo, kako mu je ime, kaj naj jim odgovorim. Bog mu je rekel, jaz sem, ki sem. In na to je rekel, tako reci Izraelovim sinovom, jaz sem me je poslal k vam. Nadalje je Bog rekel Mojzesu, tako reci Izraelovim sinovom, Gospod vaših očetov, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov me je poslal k vam. To je moje ime na veke in to je v spomin name iz roda v rod in ti rodovi se še nadaljujejo. In glede na naš odnos z Bogom, mi imamo zelo različno pojmovanje Boga. In dostakrat mi našega Boga niti ne sprejemo tako resno, kot bi mogli, njimi ne verjamemo, kot bi mogli. Dostakrat mi v Boga celo dvomimo. Ali pa se enostavno mislimo tako, pa Bog, ti si itak milostljivi. Ti nas ljubiš. Pa jaz leko delam koščen. In če enkrat pridem k tebi, me boš sprejel v sebe. Po tisto mote, it's my life. Moje življenje je. Gej odgovarjam samo za sebe in to je tudi tokrat. Ampak ali je resno to tok, da leko delamo koščemu? Gej bi rad resno na hitro, da pogledamo par ljudi, ki so v tom tekstu tu bili omenjeni. Ampak začnemo še prlej. Adam in Eva. Bog je bil njuni kreator. In tudi, ako to vemo, dobesedno tako. Bog ju je ustvaril, njuni stvari. Imela sta vse, ko sta nucala. Imela sta z Bogom odnos kot prijatelja. Beremo, da je Bog prihajal k njima na sprehod, na kavu bi pravili. Z njima imel en smiselni odnos. Leko so delala, ko sta ščela razen ene stvari. In napravila sta to, ko je bilo prepovedano. In leko bi pravili, pa Bog, pa ko je zdaj to tako strošnega bilo? Pa malo sta bila zavedeneva, zapeljaneva, pa pozabimo, ko se je zgodilo, pa idemo naprej. Dostakrat si mi Boga na tej način predstavljamo, pa saj, ko je bilo, je ne tako pomembno, idemo, leko delamo koščemu. Poglednemo Noaha. Nedolgo nazaj smo od brata Saračuka poslušali tudi o teh stvarih. Dobil je od Boga nenavadno nalogo.
v tistem času delati barko noro, za ljudi nerazumljivo. Jaz ne vem, če bi danes Bog nam kaj takšnega pravo, če bi što to začelo delati. Pa bi si mislili, ne je tako pomembno, da nekak drugi to napravi. Ampak ne, Noa je to gradil, bil je v posmeh tistim ljudem, koli njih. Ampak to je gratelo, resno so opozili, druge rešitve ne je bilo. Vrata so se zaprla in postalo je prepozno. Pa Bog, kakšni si ti, kako lahko ti uničiš ali dovoliš, ka dobesedno pogine toliko ljudi? Ali ne bi ti to lahko malo spregledno, ali ne bi bilo druge rešitve, ali ne bi ti se pokazal lahko malo bolj milostivnega? Ampak bil je čas, imeli so priložnost in Bog se drži svoje besede. In Brosaračuk je takrat omenil, tisti časi, kot so bili takrat, tudi poslednji časi do danes, oziroma v poslednjih časih. In nekaj je dosto nenočik. Znamo, da poplav več ne de, da bi uničila celi svet, ker je to Bog obečal, ampak videli smo in smo priča moči vode v mali razsežnosti. Zdaj, ne, da ne podcenjujem, strašne stvari so se dogajale pri nas v Sloveniji. Koliko je to takrat moglo biti? In pogledajmo Abrahama, oče vere. On se je srečal z Bogom in tem jim je dal obljubo, da je dobil sina. Leta minevajo, njega nič. Vsi mi bi obupali. In potem do grata stari, da več ne mogo biti, oče, žena njega, glih se zgodi ti Božji čudež. In se njima rodi sin, Izak, veselje, radost, starši pravimo, naš ponos. Pri njih je to bilo isto. In zdaj se postavite v njega položaj. Dečko odraste. In mi Bog pravi, zdaj ga pa žrtvuj. Ko bi mi pravili? Bog, pa to sem čakal, eto, moje staro telo, mene zeme, pusti to dejte, pred njim je še bodočnost, pa ti si mi ga obečal. Človeško gledamo na to situacijo, ker mislim, da so to bile takšne močne borbe v tom človeku. Ja ne vem, če bi rekel. Resno, predvojim povem, ne vem, če bi rekel. Ampak kljub vsemi temi je zavipal Bogi. Bog nemogoče je bilo, kako ga dolgo. Ampak tebi zavipan, da tudi skozi to žrtvo se je proslavilo tvoje ime. In znamo, da je bil pripravljen ga žrtvovati. Zavipal je Bogi kljub nasprotje človeškega razuma. Idem tako kronološko, nezgojno sem se pripravil resen in sem, lahko bi naštevali te ljudi, neverjetno, kako so se zavipali Gospodi. Ali pa drugi primer, Lot in njegova žena. Znamo iz Biblije, živela sta v Sodomi in Gomori. In Bog je pravil, da je to tako strašno mesto, da je uničil. In ker sta njiva dva bila Bogi pri srcu, to bom pravil, je dal, da te rešeni, v posluje Angleta, ki nju je moral prisiliti, da sta odišla ven z mesta, da ne je bila pokončana. In da sta šla nazaj, pravil, ita hitro, skrita se v gorove, on se še naprej, pa ne mo šel v bregej noter, idem ga samo na tisto poljane, ja pa glavno ide, ampak ne ozirate se nazaj. In ko bi mi pravili, idemo, pa če malo nazaj pogledne, pa koma to veze? Pa nišče ne vej. Pa to sem dosta lej živo, pa nekših spektakel, nika gori, nika se dogaja, malo pogledne, zanima me. Znamo, ko se je z njegov ženo zgodilo. Takša malenkost. Ko še jim povedati, ko še jim povdariti v vseh tih primerih, še pa rezemo. Naš Gospod je sveti, zvesti Bog in on od nas zahteva tudi, da mi tako ravnamo.
Primer dole. Jakub in Ezav. Stvar, štero dostakrat ne razumem. Jakub je po prevare, po laže, dal bo Božji blagoslov. In ko se je seskal, s tem razmišljam, pa Bog, pa dobro, en je blagoslov, oče ga je blagoslovo, ampak Bog ti vidiš, kaj so te znorile, oziroma očeta, ampak kljub vsemu temu je Božji blagoslov ostano na tej osebi. Bog se drži svojih obljub in je zveste. Idemo dole. Mojzes je kot otrok živo pri faraone. Mati ga je vzgajala in mati je v njega takrat vcepila ali njimi gučala o tom vsemogočnom Bogu in njegovih očakov. Kajti on se je izšolil drugače v egiptovskih dvorih. Znamo to vsi iz zgodb. Ampak tisto, ko je čul, ko je mati njim pripovedovala med tem, da ga je dojila in vzgajala, je ostalo v njem, da je bil pripravljen vse ostalo pistiti. Vso slavo, vso čast, vso udobje, šterega bi to imel, je pusto in se je držal svojega naroda, svojega Gospoda. In kasneje, znamo, da je te Gospod gučil k njimi po gorečem grmi, da šel nazaj. Bil je pripravljen iti v eno nemogočo misijo. Ljudi od faraona, on ga je poznal, kot to pomeni, od faraona v spalote, v obljubljeno deželo, nemogoče. In potem pride pred faraona in faraon nešče in poznamo te nadloge se dogajajo in njihove čarodeje podobne stvari isto delajo. Strajnost in je strajo in vztrajo in je ne odpustil od tistega, ko njim je Gospod pravo. In da so šli v in tavali po puščavi. Mi zdaj smo imeli to privilegijo, ko smo bili v Egipti in smo šli na safari v puščavo in te smo se Isusa pogučavila. Mi si to predstavljamo kot sprehod ete. Ampak mi 10 metrov bosi po tistom peski ne morete iti. To je tako vroče. V pekline, jaz sem šel enkrat brez papuč, ko so mi papuče razpolne na plaž, od Marel do morja po peski, jaz sem dal v pekline na podplotih. In ljudje so v tisto noter. Znate, ko je prava senzacija puščave? Da vidiš drevo. To ljudje vsi slikajo. 10 minut na leto pada dež. In ljudje so v tom noter. Mojzes se dobesedno živce spili. Vidimo večkrat, kako se je pritoževal pred Bogom. In ljudje, pa mano, pa prepelice ali golobe, pa vodov, pa ne vem, ko bi oni vse imeli. Poleg toga, na gor, 10 bož zapovedi, pride do zlato teleton. Razumete, v obup. Ampak je vztrajal pri Gospode. Držal se je tega, držal se je obljub, štero jim je Bog dal in je znal, da Gospod ščiti narod. Enega dneva pripeljati v tisto obljubno deželo, do zrele in dovolj predane Bogu. In še en primer. Spomnite se Ane, Samuelove mame. To je mi takša fenomenalna. Bila je zasramovana, v tistem času ne mogla imeti decij. In bila je zasramovana zaradi tega in je bila v templji. In pred Bogom izprosila. Dejte. In ga je dobila. In ko je meni to neverjetno. Takrat je Bog je dala za obljubo, če ga dobim, ga dom tebe. Spet gledam kot Abrahama z človeških oči. Žena, ki je dobila, ki je to pravila, to sem si od Gospoda izprosila, je dobila tej Božji dar. In nišče je ne znal za to njen obljubo, štero je dala Bogu. Samo ona. Ko bi bilo, če bi pravila, pa, dejte, zdaj odrašča, zdaj leko pri meni ostane.
Nihče jo ne bi mogel obsojati. Ampak imela je takšno strahu spoštovanja do svojega Gospoda, ki je znala, jaz in moj Bog so miva dva. Sva napravila to zavezo. In ko sem ga obečala, Bog je svoj delež, ktorega mi je obečal, spunil. In ga želim tudi svoj delež izpolniti in ga don v tempelj, no je tom se vči in služi Gospode. Takša predanost. In dosta krat, dragi, da to štejimo in lahko bi šli dole in gledati ljudi še naprej, da opazujemo in te svoje življenje primerjamo z temi vsemi, to pravim, da se mi dosta krat z Bogom špilamo. Pa, koga delam je moja stvar, nikom je to ne treba iznoti, koga je na skrivnom delan. Pa vsaj so vsi iste. Ampak zavedati se moramo, da naša dejanja, naše dobre stvari in pa tudi slabe stvari imajo posledice. Dostakrat to primerjam, to je glito, kako da se mi vrežemo, ne? Rana zacele, brazgotina ostane. Naša slaba dejanja in dobra dejanja imajo posledice. In spomnimo se Davida. Bil je kralj. Imel je odnos z eno žensko, ktorú ne bi smel z Bečevov. Bilo njim je to razodeto. Se je opravičil, obžaloval je to. Ampak kaj je bila posledica? Dejte, nije mrlo, pa Bog pa kako leko bi pravili. Ampak Bog je zvesti. Draga crkev, in vse nas spodbujam k temi. Da gledamo in opazujemo te osebe, se zavedamo, da je Bog kljub svoje ljubezni, kljub svoje milosti do nas še vedno tudi pravičen Bog. On ne mre pogledati skozi prste, kako mi to dostakrat napravimo. On se drži svojih zapovedi, ki jih je dal, drži se obljub, ki nam jih je dal. In dragi, tudi mi smo izzvani k temi, da tudi mi tokrat ravnamo. Bog se je odločil, kako kljub našim slabostim napravi možnost pristopa k njemi. In znate, te možnost je zapečato sa svojo krvjo na križi Golgote. Tega smo se gnes spominjali. In znate, da so Jezusa pitali, pa Jezus, težko je zapovedi, kaj je zdaj najbolje pomembna zapoved, Matej 22, 37, povej nam, kako je naj razporedimo, kaj je najbolje pomembno. In to je pravi tako, ljubi Gospoda svoje Boga za vsem srcem, za vso dušo in za vse mišljenje. To je največja in prva zapoved, Jezusom pravi. In druga zapoved je, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Dragi, to so Božje zapovedi, ki se jih moramo držati. Imeti Gospoda Boga na prvo mesto, tega ljubiti z celega srca in ljubiti eden drugega, kot samega sebe. In jaz verjamem, da sami sebi nikdar neščemo nekaj slabega. Enkrat nas je Feri tako včil, ena zapoved pravi tako, ne kradi, ne. In to je tako sujo, ne, zakaj naj smeš kradniti? In ti tako pravi Feri, bi ti rad bil, ko bi šlo tebi kaj vkradno? Ne, nišče nešče to, ne. Torej, tudi ti drugimi to ne delaj. In znate, da gledamo te Božje zapovedi iz perspektive teh dveh največjih, potem se naše standarde v življenju tudi spremenijo. In kasneje, da je Jezus končal svojo pot na zemlji, je dal svojim učencem še eno zapoved. Matej 16, 14 naprej, 14 dole štejmo. In preko, ki je šel v nebo, se je prikazal 11, ki so bili pri mizi in grajo njihovo nevero in trdosrčnost, ker niso verjeli tistim, ki so ga videli obojenega. In te jim pravi in rekel jim je, pojdite po vsem svetu
in oznanite evangelijo vsemu stvarstvu. Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen. Kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljali ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in bodo ozdraveli. Draga cerkev, to je Božja obljuba in zapoved. In na nas je, da se mi odločimo, kakšen odnos smo imeli z našim Gospodom. Bog je ljubezen. Amen. Bog nas ljubi. Vsak izmed nas. Zato je pripravil to žrtev na križi Golgote, da lahko mi prihajamo tudi k njemu. Kako bomo s tem ravnali, pa je tvoja odločitev. Tvoje je življenje. To imaš ti prav. Ampak ti odgovarjaš, kako boš živo in kje boš preživel večnost. Da nas Gospod pomaga na tej poti in resnično, da štejete Božjo besedo, gledate, včimo se iz naših očakov vere, kot jih v Bibliji imenujemo, in dajmo se poučiti iz poti naših prednikov. Amen. Gebi je tej del še zaključil za molitvijo. Gospod Jezus, hvala ti za tvojo milost in za tvojo ljubezen. In Gospod, dragi, hvala ti resnično za tvojo neizmerno predanost non, Gospod, dragi. Jezus, da si bil pripravljen celo iti na križ za to, da bi nas lahko imel ob sebi. Hvala ti za to. In da te prosim tudi, da se naj tega zavedamo, temu primerno ravnamo in živimo. In resno daj, naj tvoj duh prebiva nad našimi življenji, nad našo cerkvijo. In Gospod, dragi, blagoslavljam tudi vse tiste, ki so ne mogli priti v tvoj dom, naj čutijo tvojo blizino, tam, kjer se nahajajo. Amen.